nekaj treba. No, to, kaj dogaja pa gostim profesorja, doktorja, antropologa, misleca, dame in gospodje, na vrsti je glavna jed in z nami je Dan Podjed. Dober večer. Dober večer. Živijo. V veselem decembru smo in probamo biti res pozitivni, pa bom kar direkt vprašal, kjer so pa pozitivne stvari, ki so se nam zgodile v koroni, v karanteni in tako naprej. Tole, ko ste rekli, da smo pozitivni, že to se sliši slabo. Jaz sem negativen, tako da preverjeno negativen. Dobro, jaz tudi. Ampak kaj je tisto, kar rečemo, zato je pa dobro, da se nam je zgodila korona? S težkim vprašanjem ste začeli. Od nekdaj so se tudi med karantenami dogajale dobre stvari, tudi dobra dela so nastajala. Recimo Newton je napisal nekatera svoja najboljša dela med karanteno. Če ne bi bilo karantene, ne bi vedeli še dolgo časa, zakaj nam jabolka padajo na glavo. Shakespeare recimo je napisal nekatere svoje najboljše drame v karanteni. Kralj Lear je nastal v karanteni in tudi zdaj, kar spremljam, umetnost, znanost, nastajajo izjemno zanimiva dela. Prav pred kratkim sem bral neko dramsko delo Gorana Vojnovića, ki bo uprizorjeno v Celjskem teatru v začetku naslednjega leta in se posveča karanteni. Naslov je 14 dni. Tako da gre za pogovor oziroma življenje v tej osami moškega in ženske para, ki živita sicer tako izogibajoče drug drugemu, potem pa morata biti skupaj tistih 14 dni. In takih dram, ki se jih splača popisati, je ogromno. Zdaj, lahko pa tudi povem, kaj se v antropologiji zanimivega dogaja. Eno je, da smo pač recimo ljudje bolj ustvarjalni, ampak kaj pa še? Ja, mi smo imeli pa resne probleme, antropologi, kako priti do ljudi, ker so nam rekli, pač, da se ljudem ne smemo več približati. In to je v bistvu bistvo naše metode. Pogovarjati se z ljudmi, živeti z njimi, razumeti njihove navade in to lahko spoznamo samo od blizu. No, potem sem pa sam začel delati antropologijo od daleč, med 4 stenami, potem tudi nekaj od tega popisal v tej knjigi. To je ta antropologija med 4 stenami, ki je nastala med prvim valom. Ta je res taka zazrta sama vase. Spoznaval sem sebe in družbo med 4 stenami. No, ampak kar je še zanimivo je, ko pa smo se začeli pogovarjati nadaljavo po Zoomu, sem ugotovil, koliko ljudje v bistvu razkažejo samih sebe in svoje zasebnosti na ta način. Bistveno več pogosto kot prej in se celo bolj odprejo nadaljavo. To je mogoče nekaj novega, zanimivega. Ampak dobro, včasih smo se trudili, da nismo bili preveč na računalniku, zdaj brez tega ne moremo živeti, kot ste rekli. Kaj pa, ko bo konec epidemije? A se bomo zelo hitro navadili nazaj na življenje, ki smo ga živeli pred epidemijo? Ali je to sploh cilj, da se navadimo od tega življenja nazaj? No, mogoče bi bil to celo najbolj distopičen scenarij za prihodnost, če gremo nazaj v tisto pradavno leto 2019. Jaz mislim, da moramo poiskati neke nove oblike sobivanja, se naučiti sodelovati predvsem. Zdaj, če se je že naša družba razbila na molekule, jo lahko skušamo na nek nov način sestaviti, ker se moramo pač pripraviti verjetno tudi na naslednje krize. In ta kriza je, ko ste spraševali, kaj je pozitivnega, prvič v bistvu se gremo na globalni ravni to, čemur pravimo tragedija skupnega. In prvič smo nekako začeli reševati skupni problem. To se mi zdi pozitivno in upam, da ga bomo tudi skupaj nekako odpravili, rešili. Do neke mere nam ratuje, no, ampak lahko bi bilo še boljše. Lahko bi bilo boljše. Se moramo še bolj potruditi. Zdaj, konec leta je, novo leto je pred vrati, česa se lahko veselimo v novem letu? Zdaj, bistvo novega leta je, da smo z našimi najbližjimi, zdaj to nam ne bo čisto ratalo, ampak kaj pa bo drugo leto, kar rečemo, to bo fajn. Tako, meni bi bilo glavno, da naredimo končno ta res od let 2020, 2021. Se pravi, eno leto, 2 leti v enem letu. Zame je bilo to kar eno leto v enem paketu. In opazil sem, da se tudi pogosto motim, ko rečem, kdaj je šla katera knjiga. Ja, lani. Ne, v bistvu je šla letos. In se kar naprej motim, kdaj se je kaj zgodilo. Zdi se mi, kot da živimo v nekem medčasju, v nekem res čudnem časovnem obdobju. Zato se mi zdi prav, da zdaj res naredimo ta res in rečemo, konec je tega začaranega dvojnega leta in začenjamo na novo.
Se pravi, bolj pozitivni, bolj veseli, Bolj negativni, negativni, tako. pa bolj veseli. Zverjeno. Ker prav v humorju je bistvo in to je tisto, česar nam manjka. Mislim, da se moramo bolj zabavati in imeti več takih oddaj, kot je vaša. Hvala lepa. Doktor Dan Podjed, najlepša hvala za obisk v studiu. Jaz vam želim lepe praznike, srečno v novem letu in hvala za vso pozitivo. Hvala vam. Hvala. Ej, pst. Če si subscriben, si varen pred 5G. Res? Sam računalnik moš pol s kisom polit, ja, ko pogledaš, pa vse kul, ni frke.